Sloveniji še zmeraj odmeva včerajšnja neizvolitev Zorana Jankovića za mandatarja. Danes politiki že iščejo rešitve, kako naprej. Janša je po glasovanju v državnem zboru napovedal, da bodo nadaljevali notranja usklajevanja med strankami, ki so parafirale njihov predlog koalicijske pogodbe. Ob tem pa je izpostavil, da stranka ne bo predlagala mandatarja, če ne bo predtem imela podpisane koalicijske pogodbe. Tudi predsednik republike Danilo Türk je napovedal, da bo že danes stopil v stik s strankami za začetek novega kroga posvetovanj. Namreč, če me zdaj sprašujete, če sem razočaran, jaz bom rekel, sem zelo miren glede glasovanja in sem predvsem ponosen na vse tiste, ki so danes razpravljali v državnem zboru, razpravljali korektno in ki so se upali jeti z zaveso in nadati svoj glas. In če poslušamo zgroženosti nekaterih predsednikov strank, potem bi moral jaz prvi začeti spraševati, kdo pa sta tista dva, ki sta napovedala glas, pa nista dala. Ampak jaz mislim, da vsak, ki je šel za zaveso, je ravno po svoji vesti in svojem srcu. Skupina staršev 5-letnih otrok, ki obiskujejo vrtec Borisa Pečeta v Mariboru, ki se ne strinja z zamenjavo vzgojiteljic, saj ne poznajo razloga za zamenjavo, je davi ob 8. zjutraj protestirala. Nobenega od 23 otrok niso pripeljali v vrtec, namesto njih so se v igralnici zbrali sami. Podobno naj bi bilo jutri, ko pričakujejo tudi pojasnila ravnateljice vrtca Marije Pšunder. Na Ministrstvu za šolstvo so nam pojasnili, da čeprav sam postopek inšpekcijskega nadzora v vrtcu še ni končan, lahko samo ravnateljica pojasni razloge za svojo odločitev za zamenjavo vzgojiteljice in pomočnice v skupini. Obe zaenkrat ostajata zaposleni v vrtcu, nad njunim delom pa bo bdela mentorica. Potem, ko stavkovni odbor in uprava Elektra Primorska v sredo nista uspela doseči dogovora o višini in načinu izplačila nagrade ob koncu leta, danes zaposleni nadaljujejo stavko. Spomnimo, sindikati od uprave družbe zahtevajo spoštovanje veljavne kolektivne pogodbe, ki predvideva izplačilo nagrade ob koncu leta v višini 70% povprečne plače v elektrogospodarstvu. Ta naj bi konec leta 2011 znašala 1465 evrov bruto, uprava pa jim je ponudila izplačilo nagrade le v višini 354 evrov. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je poleg poziva vsem nadzornim svetom, v katerih ima država lastniški delež, k izogibanju nasprotij interesov, posebno pismo namenila še članom nadzornega sveta nove KBM. S tem se je odzvala na pisanje medijev o domnevno spornem delovanju njegovega predsednika Dušana Jovanovića. Jovanović je namreč eden od solastnikov holdinga POM Invest, ki je ta teden pristal v stečaju. Zato agencija pričakuje, da bo nadzorni svet nove KBM preveril vse okoliščine glede poslovanja banke s POM Investom in njegovim večinskim lastnikom POM Holdom. V Mariboru pa je včeraj grozila ekološka katastrofa. Popoldan je iz tovorne cisterne za prevoz nevarnih snovi namreč začela iztekati fosforna kislina. Okolico, kjer je bilo vozilo parkirano, so poklicni gasilci zavarovali in preprečili iztekanje nevarne tekočine, ki je ob stiku z vodo celo eksplozivna in unetljiva. Kljub temu pa ne bi po doslej zbranih podatkih izteklo kar okoli 200 litrov te nevarne snovi. Gasilci so po noči kraj nesreče varovali, danes pa skušajo izlitje sanirati. Več o tem pa v naši osrednji informativni oddaji. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in po večini brez padavin. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo zapihal severozahodni veter. V soboto in nedeljo bo precej jasno, severozahodni veter bo postopno slabel. V Dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Koliko bodo stali programi Evropske prestolnice kulture, naš gost bo programski direktor Mitja Čander. Eno leto po razkritju dolgov mariborske nadškofije banke že rubijo premoženje. Naš televizijski program spremljate že 10 let, ob jubileju smo posodobili režijo. Bodite z nami ob 18.